No, pa poglejmo eno zanimivo temo. V Sloveniji se je zgodila precej velika pravna reforma, ki nas postavlja pred eno ključno vprašanje. Kaj je v resnici pomembnejše? Hitrost in učinkovitost države ali pa morda zaščita pravic vsakega posameznika? In točno to je tisto osrednje vprašanje, ki stoji za prenovo zakona o splošnem upravnem postopku, ali krajše ZUP-a. Ta prenova se je zgodila leta 2025. Dobro, da bi razumeli, zakaj je do te prenove sploh prišlo, moramo najprej pogledati, kaj je bil problem. Vlada je želela rešiti nekaj, kar je marsikdo občutil na lastni koži, da je bil naš upravni sistem, recimo počasen, zelo birokratski in je nekako obtičal v preteklosti v dobi papirja. Tale primerjava je pravzaprav odlična, ker res dobro opiše, kako je vlada videla situacijo. Se pravi, stari zakon je bil mogoče res temeljit, ampak hkrati preprosto prepočasen in zastarel za današnji digitalni svet. In rešitev? 23. oktobra 2025 je bil sprejet nov zakon, poimenovan ZUP-I, ki naj bi vse to obrnil na glavo. Cilji so bili jasni: digitalizacija, debirokratizacija in, kar je bilo morda najpomembnejše, večja hitrost. Ena od ključnih novosti je bila, poglejmo, olajšanje elektronske komunikacije. Bistvo je bilo v večji dostopnosti. Novi zakon je namreč znižal ta, recimo mu, tehnični prag za vstop, kar je seveda državljanom in podjetjem precej olajšalo spletno komunikacijo z državo. Ampak spremembe so šle še dlje. Niso se ustavile samo pri digitalizaciji. Namen je bil odpraviti tiste majhne, ampak res zamudne birokratske ovire. Recimo, ena takšna praktična sprememba. Če je nekdo vlogo po pomoti poslal na napačen urad, se je po novem vseeno štela za pravočasno. Precej koristno, ne? No, ampak potem pridemo do verjetno najbolj kontroverzne spremembe. Rok za tako imenovano fikcijo vročitve se je drastično skrajšal, iz 15 dni na samo 7. In kaj to sploh pomeni? To pomeni, da lahko en uradni dokument pravno velja za dostavljenega, tudi če ga oseba v resnici sploh ni prejela. In to samo v 7 dneh. In spet tale primerjava lepo povzame, kaj je bil cilj vlade. Ustvariti hitrejši, bolj moderen in priročen sistem za vse. Ampak ravno ta poudarek na hitrosti za vsako ceno je kmalu prižgal rdeče luči pri nekaterih. Tukaj pa na sceno stopi druga stran zgodbe. Oglasila se je namreč civilno-družbena organizacija, društvo Belis, in opozorila, da ima tole lovljenje učinkovitosti lahko zelo nevarno ceno. In to ni bilo kar tako neko manjše nestrinjanje. Sploh ne. Društvo Belis je pripravilo in predložilo, pazite, 1355 strani gradiva. V njem so res podrobno razdelili vse, kar so videli kot temeljne, sistemske pomanjkljivosti novega zakona. Njihov osrednji argument bi lahko odstranili takole. V tej veliki naglici po modernizaciji so bili preprosto odstranjeni nekateri ključni varovalni mehanizmi v zakonu. In posledica? Državljani so postali bolj ranljivi. Eden od osrednjih konceptov njihove kritike je bil pojem digitalna prisila. Kaj so mislili s tem? Trdili so, da država, še posebej podjetja in druge poslovne subjekte, dobesedno sili v uporabo digitalnih sistemov in jih s tem, hočeš nočeš, spreminja v nekakšne neplačane državne uslužbence. In poglejmo si ključne pomisleke. Društvo Belis je opozarjalo, da vse te spremembe skupaj ustvarjajo sistem, kjer lahko nekdo zelo hitro izgubi svoje pravice ali, še huje, celo premoženje. Vse to pa ne, da bi sploh imel realno možnost, da se na zadevo odzove. Tale primerjava z vlakom pa res močno povzame njihovo glavno opozorilo. Seveda je super imeti hiter vlak, ampak če mu odstranimo zavore, potem hitrost brez varnosti lahko vodi v pravo katastrofo. In kaj se je zgodilo potem? Ker njihova opozorila pri končnem sprejemanju zakona niso bila upoštevana, je društvo Belis naredilo naslednji logičen korak. Celoten zakon so izpodbijali na ustavnem sodišču. Torej, 28. decembra 2025 so vložili ustavno pritožbo. Niso napadli kar celotnega zakona na splošno, ampak so se osredotočili na zelo konkretne člene. Njihov argument je bil, da ti členi kršijo temeljna načela slovenske ustave. Eden od teh je na primer prepoved retroaktivnosti. In ravno ta retroaktivnost je bila morda najresnejša obtožba. To je v bistvu osrednji stebor njihovega primera. Gre za preprosto idejo, da država ne more kar sredi postopka spremeniti pravil igre na škodo posameznika. Igra se mora končati po pravilih, ki so veljala, ko se je začela.
Vse to se morda sliši kot neka suhoparna, tehnična, pravna debata, ampak v resnici ni tako. Izid te zgodbe ima zelo konkretne, zelo resnične posledice za prav vsakogar, ki ima kadarkoli opravka z državo. Tveganja so namreč ogromna. Ne govorimo o malenkostih, govorimo o možnosti izgube premoženja, recimo hiše, zaradi nekega obvestila, ki je bilo vročeno, a ga človek nikoli ni videl. Govorimo o izgubi socialnih pomoči zaradi zamujenih rokov ali pa o tem, da naši osebni podatki krožijo med različnimi agencijami brez pravega nadzora. In za konec še ta primerjava, ki je tudi iz ustavne pritožbe in res slikovito prikaže, v čem so kritiki videli glavno nevarnost. Sistem naj bi deloval kot nekakšna pogodba, ki jo dostavljavec samo vrže skozi okno. In podjetje potem trdi, da je pogodba podpisana, samo zato, ker je nismo vrgli nazaj v 7 dneh. Torej, medtem ko ustavno sodišče tehta svojo odločitev, nas ta celoten primer sili v razmislek. To ni samo slovenski problem, to je vprašanje, s katerim se danes soočajo praktično vse moderne države. In vprašanje je, kje točno potegniti črto, kje se konča iskanje nujne učinkovitosti in kje se začne ogrožanje temeljnih pravic posameznika. Oziroma, na kratko, ZUP. In na mizi imava dva popolnoma nasprotna pogleda. Točno. Na eni strani imamo predlog vlade in zdaj že sprejet zakon, ki obljublja modernizacijo, digitalizacijo, vse bo hitreje, boljše. Na drugi strani pa imamo, pravo goro papirja. Res goroja. 135 strani dolgo, kritično analizo in ustavno pritožbo Društva za srečno življenje Belis. In to je v bistvu spopad dveh vizij. Država pravi, poenostavimo, pospešimo. Civilna družba pa opozarja, počakajte malo, kaj pa pravice posameznika v vsej tej hitrosti. In najna naloga danes je, da razčleniva, kaj se dejansko spreminja za državljane, kje je tisti osrednji konflikt med, recimo, učinkovitostjo države in pravno varnostjo. Točno tako. Pogledali bova, kaj te spremembe pomenijo v praksi. Od prejemanja pošte do elektronskega podpisovanja gre pač za klasično vprašanje, kje je meja? V redu, pa razpakirajmo tole. Novi zakon bo začel veljati februarja 2026. Predstavljen je kot nek velik korak naprej, debirokratizacija, digitalizacija. Ampak preden se lotiva spornih točk, zakaj država sploh misli, da je to nujno? Seveda. Dobro vprašanje. Vlada v svojih gradivih poudarja, da so pač trenutni postopki preprosto prepočasni za 21. stoletje. Preveč papirja. In verjetno tudi zlorabe. Absolutno. Predvsem se strani tistih, ki se namenoma izogibajo vročanju pošiljk in s tem pač zavlačujejo postopke v nedogled. Z vidika države je tisti 15-dnevni rok za prevzem pošte nekakšen luksus, ki povzroča zastoje. Torej ne gre samo za to, da bi bili moderni, ampak za reševanje konkretnega problema zavlačevanja. Katere so torej tiste, recimo, pozitivne spremembe, ki naj bi nam olajšale življenje? Nekatere so res precej praktične. Naprimer, pri elektronskem poslovanju se znižuje zahtevana raven elektronskega podpisa. Manj komplikacij. Aha. Vloge bo mogoče podpisovati kar na podpisne tablice na uradih, tako kot na banki ali pošti. V določenih primerih, če se identificiramo z digitalnim potrdilom, pa podpis sploh ne bo več potreben. To se sliši kar smiselno. V virih je omenjena analogija z mobilno banko, ki se mi zdi kar dobra. Res je, zelo dobra je. Prehod je podoben preskoku z papirničnih nalogov, ki si jih moral osebno nesti na okence, na mobilno aplikacijo, kjer vse urediš z nekaj kliki. Točno. Ali pa drug primer poenostavitve. Če vlogo po pomoti vložiš na napačno urad, recimo na napačno upravno enoto, se bo po novem vseeno štela za pravočasno. Sistem jo bo sam preusmeril. Dobro, dotud vse zveni kot napredek. Ampak, kot sva rekla, nekje se skriva tisti ampak in zdi se, da je ta pri vročanju dokumentov. Absolutno. To je srž problema. Tu se je unala najhujša bitka. Prva velika sprememba je drastično skrajšanje roka za tako imenovano fikcijo vročitve. Fikcija vročitve. To je pač pravna domneva, da je bila pošiljka vročena, tudi če je ti dejansko nisi prevzel. In ta rok se sedanjih 15 dni skrajšaja na samo 7 dni. Čakaj malo, samo 7 dni?
Se to je en poprečen dopust. Se pravi, če grem za en teden na morje in mi vmes v nabiralnik vržejo nek pomemben dokument, Si zamudil. Točno to je jedro kritike. Ja. te se zgodi potem. No, še huje je. Po novem postopku vročevalec, če te ne najde doma, ne bo več pustil obvestila, da te pošiljka čaka 15 dni na pošti. Ampak, kaj pa bo naredil? Dokument bo takoj pustil v tvojem hišnem predalčniku in 7. dan potem se šteje, da si ga prejel, ne glede na to, ali si ga dejansko videl ali ne. Sistem pač predpostavlja, da si vedno dosegljiv. To pa resnično spreminja pravila igre. In to velja za vse nas, za posameznike. Kaj pa poslovni svet? Tam je, kot kaže, udarec digitalizacije še močnejši. Še veliko močnejši. Za vse poslovne subjekte, podjetja, samostojne podjetnike, odvetnike, notarje, postaja elektronsko vročanje obvezno. Obvezno? Brez njihovega soglasja? Brez njihovega soglasja. Država bo vso pošto pošiljala v elektronski predal, naprimer prek sistema e-davki, in pričakovala, da ga redno preverjajo. Ni več izbire. In točno tu na sceno stopi društvo Baileys. Ne samo, da so se oglasili, ampak so poslali, kot sva omenila, 1355 strani dolgo analizo. To ni kar nek dopis. Fascinantno pri tem je, da to ni bil le nek preprost komentar. To je bil v bistvu celosten strateško pripravljen pravni napad. Kaj je bilo v tem paketu? Vseboval je 6 delov, predstavitev društva, obsežno pravno študijo, kritično analizo vsakega spornega člena, konkretne predloge amandmajev in, kar je ključno, že vnaprej pripravljeno javno prijavo na Ustavno sodišče. Torej, celoten protipredlog. Ampak zakaj je pomembno, da je državni zbor to uradno prejel in ožigosal? Kaj to spremeni, če je vlada na koncu vse skupaj očitno ignorirala? Tukaj se skriva izjemno pomembna pravna fineza. Tisti žig državnega zbora popolnoma spremeni pravni status te dokumentacije. Kako to? Prvič, to je uradni in neizpodbiten dokaz, da je bila država s kritikami seznanjena. Nihče se ne more več izgovarjati na nevednost. Drugič, njihove pripombe s tem niso več le mnenje neke NVO, ampak postanejo uradno uveljavljanje ustavnih pravic. In tretjič. Verjetno najbolj pomembno za prihodnost. Je priprava terena za mednarodno sodišče. Seveda. Točno. S tem dokumentom dokazujejo, da so izčrpali vse pravne poti na domači ravni, preden so se obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice. To je pač pogoj za obravnavo. Gre za strateško, premišljeno potezo. Torej imamo državo, ki želi učinkovitost in na drugi strani civilno družbo z zelo močnimi argumenti. V virih sem našel analogijo, ki se mi zdi izjemno močna. Novi ZUP naj bi bil kot hitri vlak, ki je odstranil zavore, da bi hitreje prišel na cilj. In to je točno bistvo. Te zavore so procesne varovalke. Bile so v sistemu z razlogom. Kot na primer 15-dnevni rok. Točno. Ni bil tam po naključju. Bil je varnostni pas za ljudi na dopustu v bolnišnici. Kot odstraniš, vlak res gre hitreje. Ampak prva ovira na poti lahko pomeni katastrofo za potnika, torej za državljana. Poglejva glavne očitke društva Baileys. Osrednji je kršitev, prepovedi, retroaktivnosti. To zveni zelo pravniško. Kaj to pomeni v praksi? To je verjetno najtežji ustavni očitek. 80. člen novega zakona določa, da se bodo postopki, ki so se začeli po starih pravilih, končali po novih, strožjih pravilih. Čakaj malo. Ja? Predstavljaj si, da si začel postopek januarja 2026. Takrat še velja 15-dnevni rok, računaš nanj. Potem pa februarja stopi v veljavo nov zakon in tvoj rok se sredi postopka čez noč skrajša na 7 dni. To pa ne more biti v skladu z ustavo. Kritiki pravijo, da je to jasna kršitev 155. člena ustave, ki prepoveduje povratno veljavo predpisov, še posebej, če ti slabšajo položaj. Drugi velik očitek je digitalna prisila. Ampak ali ni obvezno elektronsko vročanje za podjetja nekako logičen korak v letu 2026? Saj vsi uporabljamo e-banko, e-pošto. To je odličen ugovor in to je verjetno tudi argument države. Vendar kritiki opozarjajo na ključno razliko. E-banko si izbereš prostovoljno, skleneš pogodbo in se strinjaš s pogoji. Aha,
Tukaj pa gre za enostransko prisilo. V nasprotju je z evropsko uredbo GDPR, ki za obdelavo podatkov izrecno zahteva svobodno in informirano privolitev. Poleg tega, pravijo kritiki, s tem državljani postajajo neplačani uslužbenci države. To je kar močna obtožba. Kako to mislijo? V bistvu pravijo, da država svoje delo in stroške prelaga na nas. Ti moraš na lastne stroške zagotoviti opremo, računalnik, internet, certifikat in svoj čas, da redno preverjaš državne predale. Razumem, breme se prenese z države na posameznika. Točno, v imenu učinkovitosti. Da sem. Tukaj je več manjših, a pomembnih stvari. Naprimer, možnost, da organ izda odločbo brez obrazložitve. Brez obrazložitve. Ja, to te sili, da se pritožiš samo zato, da bi sploh izvedel, zakaj je organ tako odločil. To je absurdno. Vse te spremembe skupaj, krajši roki, takojšnje poščanje v nabiralniku ustvarjajo sistem, ki je veliko bolj tvegan za državljana. Kljub vsem tem opozorilom pa je bil zakon sprejet, vlada pripomb ni upoštevala. Boj se torej seli drugam. Kakšen je naslednji korak društva Belis? Naslednja postaja je Ustavno sodišče. Njihova prva prijava je bila zavrnjena kot preuranjena, ker zakon takrat še ni bil sprejet. Zdaj, ko je objavljen v Uradnem listu, so konec decembra 2025 vložili novo formalno pobudo. In kaj točno zahtevajo v tej novi pobudi? Verjetno ne razveljavitve celega zakona? Ne, osredotočili so se na najhujše posege. Zahtevajo takojšnje začasno zadržanje oziroma zamrznitev izvajanja 4 ključnih, po njihovem mnenju, očitno neustavnih členov. Katerih? Prvič, člen o retroaktivnosti. Drugič, člen o 7-dnevni fikciji vročitve. Tretjič, člen o obveznem elektronskem vročanju. In četrtič, člen, ki omogoča odločbe brez obrazložitve. Torej poskus, da se prepreči nepopravljiva škoda, preden zakon sprav zaživi. Točno tako. In kaj, če na Ustavnem sodišču ne uspejo? Je to konec zgodbe? Daleč od tega. Kot sva že omenili, napovedujejo stopnjevanje na mednarodno raven, torej pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ampak omenjajo se tudi precej bolj drastična možnost. Res je. Vložitev kazenskih ovadb zoper uradnike, ki bi po njihovem mnenju zavestno izvajali neustavni zakon. Njihova teza je, da bi to lahko predstavljalo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja. Zanimiv je tudi njihov nasvet državljanom. Omenja se pasivni odpor, civilna nepokorščina. Kako naj bi to izgledalo? Da, svetujejo na primer vračanje zaprtih kuvert, ki niso bile pravilno osebno vročene. S pripisom vročitev ni bila upravljena v skladu z zakonom. Njihova argumentacija je pač, da neodprta kuverta ne nalaga dolžnosti. To je kar drzen nasvet. Zelo drzen, ja, ampak kaže na globino njihovega prepričanja, da je zakon v temelju nepravičen. Pred nami je torej res klasičen spopad. Na eni strani težnja države po administrativni učinkovitosti, na drugi pa nujnost varovanja temeljnih ustavnih pravic, do poštenega postopka, do zasebnosti, do pravne varnosti. In to odpira veliko širše vprašanje. To je primer globalnega trenda, kjer digitalizacija včasih postaja cilj sama po sebi, namesto da bi bila orodje v službi človeka. Da tehnologija služi nam, ne pa da se moramo mi prilagajati njej. Točno. Povablja se, da mora tehnologija služiti ljudem in njihovim potrebam, ne pa da se morajo ljudje prilagajati tehnologiji na škodo lastnih pravic. Za razmislek pa ostaja misel, ki jo je navdihnila ena od analogij izvirov. Ko država enostransko posodablja svoje pogoje uporabe, kako lahko zagotovimo, da ne postanemo le podatkovne točke v sistemu, ki je optimiziran predvsem za lastno udobje? Kakšna je na koncu cena te učinkovitosti in kdo jo v resnici plača?